Denar pa je očitno tudi glavna tema letošnjih evropskih volitev. Iz vrha kandidatne liste stranke SNS se je namreč ta teden umaknil Gregor Prejac, ki je svojo odločitev utemeljil kar na Twitterju. Včeraj je Gregor Prejac na Twitterju zapisal, da odstopa kot nosilec liste, trdi namreč, da je Jelinčič od njega zahteval 1000 evrov mesečno, če bi bil izvoljen. A lahko nekdo Jelinčiču razloži, da politika ni šel v biznis? Tle menedžer ne dobi 20%. Ker Gregor Prejac s svojimi trditvami meče slabo luč na zmage Jelinčiča, nas seveda zanima, kaj o njem misli gospod Plemeniti osebno. Ma da je debil, kaj tazga trdi. Jaz sem rekel, 500 evrov bo dal za stranko. Debil, jaz nisem rekel Jurija, sem rekel Jurija zame pa 500 za stranko, tu Jurija pa pol. Če me že obtožuješ, daj vsaj prave cifre rec, pizde. Mogoče pa gospod Jelinčič sploh ni siljeval, ampak samo uvaja nov sistem financiranja svoje stranke. Ta deluje tako, da on od svojih poslancev prejema Jurija evrov, pa vsak od njih najde 3 nove ljudi, ki dajo vsak po Jurija, pa vsak od teh ljudi, moj bog, Jelinčič je naredil piramidno shemo. Mogoče pa on sam sebe imenuje Plemeniti, ker je na vrhu piramide, ne veš? Faraon. Stranka SNS se bo iz Slovenska nacionalna stranka preimenovala v super nora shema. Še malo pa nam bodo oni začeli pisati po Facebooku. Jelinčič, message, hej, te zanima dodaten zaslužek v Evropskem parlamentu? Če je zmagal Jelinčič od svojega poslanca v zameno za uvrstitev na vrh kandidatne liste res zahteval denar, potem je to kar huda obtožba. Upam, da ima Jelinčič pripravljen dober zagovor. Jelinčič, ki pravi, da se je zgolj šalil, bo zdaj kar sam nosilec liste. Zmagal Jelinčič je dosti izkušen političen maček in ve, da te bojo Sloveniji kaznovali, če svojo ilegalno aktivnost opravičuješ z besedo provokacija ali pa družbeni eksperiment. Zato je rajši rekel, da je šlo vse za šalo. V šali lahko marsikaj rečeš. Če boš izvoljen v Evropski parlament, mi boš vsak mesec dal 1000 evrov. Ha, ha, ha. Opustite, kaj ste rekli? Nič, šalim se. Če boš izvoljen, boš vsak mesec dal Jurija evrov. Ha, ha, ha. Vidite, ni šlo za izsiljevanje, ampak za šalo, ker je bil na koncu ha, ha, ha. Tako kot ni izsiljevanje, če šefu napišeš SMS, nakaž mi 500 evrov, če ne ti požgem bajto. Dokler na koncu ne dodaš en lep smajli. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!